Danes bomo šli čez tale trening plan pa prehrano, tako da jaz sem šel čez nekaj čez, kar si lahko vsak sam naredi, to da imate praktično osebenega trenerja, nutricionista sam zase. Mislim, da je to ta prav način, vsaj na začetku. Tisti, ki pa hočete malo več, pa itak je treba iti do strokovnjakov, pa si pač tam narediti. Definitivno, če greste do strokovnjakov, je to boljši način in boste prišli do boljših rezultatov, bolj pravilno boste delali, ker to, kar sem šel danes čez, je v bistvu full enega trial and errorja, se pravi, polno bo nekih napak, se te pa pol sami tudi kaj naučili, tako da boste videli, kaj vam najbolj ustreza, pa pejte čez to čez. Evo, pa še tole, da omenim, razlika med tem, ko sami treniramo, pa razlika, ko vzamete ali trenerja in vam pač on spiše plan. Jaz sem kakšen let pa pol sem sam treniral v fitnessu in nam rekel, da se ni poznal, valjda sem se boljš počutil itd. Ampak ni bilo pa tako videnega napredka, ker sem pač delal karene vaje in je to. Čeprav sem bil priden, pa res vsak dan noter. No, zdaj imam plan spisan, kar se treningov tiče, jem, rečemo, da dokaj ok. In so rezultati tako orank opazni po cirka 2-3 mesecih treningov, s tem, da dodatkov razen proteinov sem začel je še kreatin, tako da možno, da se je tam poznal, ker pač veže vodo nase, ampak ja, rezultati so tako kar orank očitni, tako da ja, to je to, samo en moj mogoče nasvet, koliko hiter se prešpara z vloženim trudom, če se vzame enega trenerja ali pa če sami delate, ampak to te že sami izračunali, kaj se vam splača, to je to. Ajde, gremo zdaj. Gremo pa čez trening plane, pa nutrition plane. Zdaj nisem jaz nek ekspert, tako da bolj vam bom dal mogoče nasvet, kako se lotiti, pol boste pač sami videli. Klele imam še spisan, da bomo šli točno po postopku. Tako da, ajde, gremo začeti. Trening plani, pa nutrition plani, kako se lotiti. Eno je, da greste do svetovalcev, se pravi, to bi tudi vsakmu svetoval, vsaj te pravilne izračune začetne, da se definitivno naredi. Mi sodelujemo s Human Performance Centrom, tako da tja bi jaz napotil vsazga. Ja, pejte, preverite, če se boste odločili za njih. Spodaj v opisu imate še ta annual naš subscription, ki pridete v bistvu tudi dosti ugodno pri njih potem čez. Tako da, ja, tako da imate te osnove začrtane, pa greste nekako tako, kot ste si sami zamislili zdaj, a se pri njih ali pa pri kjermu drugemu trenerju vzame treninge, pa v bistvu plane za prehrano, ali pa greste sami čez. Se pravi, zdaj, kako bi se jaz lotil, zakaj se odločiti za za neke svetovalce. Ta prva stvar je, ker imajo izkušnje, s toliko pa toliko ljudmi delajo, že točno pač poznajo, vejo, kaj morajo gledati in definitivno so rezultati, vsaj v veliki večini bojo definitivno boljši, kakor pa če se pač tega sami lote. Zdaj, če se hočete lotiti sami, če vam je malo odveč, zapraviti nekaj evrov, zato da vas eni pač trenirajo, da vam spišejo pravilne plane treningov, pravo prehrano in tako naprej, poleg le še en način, ki se ga lahko v zadnjem letu, dveh, mislim, da je že 2 let, poslužujemo in to je AI. Torej, upišete v prvi link v opisu, kliknete, se registrirate in pol začnete pisati tole. Spravi, jaz sem spisal en prompt, ki gre takole. Lahko ga tudi v slovenščini spišete, jaz ga bom spodaj prilimal v angleščini. Če hočete, da je v slovenščini vse skupaj spisan, pol samo dajte v Google Translate, pa ga isto vršite noter, pa vam bo pač isto ven vrgel. Jaz sem navajen vse v angleščini. Evo, gremo začeti. Sprav, to je ukaz, ki ga date noter v ChatGPT. Act as a, se pravi, input sport coach. Se pravi, to pomeni, da lahko za kjerkoli šport, za praktično karkoli date lahko noter,
logično mi bomo dali za kolesarstvo, se pravi act as a cycling coach. You specialize in nutrition and writing the best training plans for your athletes. I will tell you all my data and how much time per day, week do I have, and also how many calories per day I eat on average and what is my weight goal. I will tell you what are my goals with your nutrition and training plans. Ask as many questions as you need to get all the info to write the most specific nutrition and training plans. Se pravi, to sem mu jaz povedal, kaj bo on mogel narediti. Na koncu se vedno da še ukaz, če rab še kakšne informacije, da nas mora vprašati, in tako bo najbrž dal še ful enih vprašanj ven, na to še odgovorite in pol vam on po vsej verjetnosti spiše čim bolj specifičen trening plan pa plan prehrane. Evo, se pravi, jaz moji podatki, I'm Anže, 38 years old, I have 1 to 2 hours per day to dedicate for training, I weigh 92 kilograms and I'm 180 centimeters tall. My body fat is 12%, FTP is 300, my resting heart rate is from 39 to 44 beats per minute and my max heart rate is 192 beats per minute. I eat around 2600 calories per day and my weight goal is 85 kilograms. I would like a 6-month training plan, and at the end of this plan I need to give my best effort on 6 to 10 minutes climbs and be really explosive on sprints. The marathon I'm targeting is around 100 kilometers long, mostly flat, but it has 2 6-minute climbs in the middle. Se pravi, kaj sem mu zdaj jaz povedal? Vse moje karakteristike, kakšne so moje želje, na kakšnemu maratonu hočem biti dober, mogoče še nisem dodal, koliko zdaj treniram, pa kaj treniram, tako da se še to doda noter in pol vam bo on postavil polno enih vprašanj, odgovorite še na to čim bolj natančno, se pravi, a ste zmatrani, koliko spite, itd. Kaj jeste, koliko jeste, lahko točno napišete, kjere obroke jeste. Se pravi, več informacij, ki boste dali, bolj natančno vam bo pač znal spisati in na koncu seveda boste tudi vi najbolj zadovoljni. Se pravi, ko greste čez vse to čez, dobite zelo detajlen plan, lahko mu tudi dodate na koncu še, da naj vam to vse razvrsti po tabelah, se pravi, za vsak dan v tednu naj bo tabela nastavljena, se pravi, da vam točno pove v ponedeljek, tork, lahko mu tudi vi poveste, kjere dneve imate sploh čas za trenirati, kjere dneve ne. Se pravi, čim bolj specifične podatke date v prompt noter in vam bo vrgal ven. Zdaj, to je to, kar se tiče mogoče trening plana, zdaj, kar se tiče same prehrane. Isto vam bo on svetoval, oziroma ta stvar, se pravi ChatGPT. Zdaj, kar se tiče pa same prehrane, tle neke znanosti ni treba odkrivati, zdaj mi, ki delamo večinoma za kolesarstvo, ne vem, jaz zdaj sem sicer dosti v fitnessu, ampak fitness pa kolesarstvo ima kar različno prehrano, tako da za tiste, ki smo na kolesu, treba dosti več ogljikovih hidratov in tudi te preprosti ogljikovi hidrati niso nič napačni, predvsem en dan pred kakšnim napornim treningom se lahko tega kar malo več zaužije, tudi zajtrki, je pa tako, da mora biti pa vsa ta prehrana kar dost simple. Se pravi, čim manj nekih omakc, pa nasičenih maščob in nasplošno maščob, ne da so napačne, ampak ne rabimo jih toliko, kakor jih mi mogoče preprosto zaužijemo že čez dan. Zdaj, ali je to v jajcih, ali je to v olju, kakorkoli so to kakšni oreščki, ja, pač vsega tega je že kar dosti. Plus pol, če greste še na kakšno hrano, ki je pražena na olju, ne vem, malo cvrt piščanc, boh ne dej, mislim, McDonald's in podobno. No, bom rekel, da je kaj narobe, ampak dobro je vedeti, kdaj se kaj poje. Po treningu je tako, prvi obrok je dober, da je da dobite
najbolj nujne stvari noter, se pravi ogljikovi hidrati, pa potem proteini, se pravi čim bolj simpel, polun. Ta drug obrok po treningu, tam pa če že morate, se tam lahko najeste kakšne svinjarije, po domač povedan. Ampak ja, keep it simple, ne pretiravati predvsem z maščobami, pa bojo kile šle po moje počas dol. Zdaj, v Sloveniji se mi zdi, da najhujši sovražnik za performance je alkohol, sploh tisti, ki ste malo mlajši ali pa starejši, pa kar redno kaj spijete. Tako, če ste enkrat na 14 dni, v bistvu, če se ga enkrat malo bolj orang, ste izgubili 14 dni treningov. Vi boste sicer mislili, da vam leti, da je vse super že po parih dneh, ampak načeloma z eno pijano nočjo se cirka 14 dni treningov izgubi. Tako da, ja, premislite, kaj vam je prioriteta in pejte tam naprej. Zdaj niti ne vem, a moram tukaj še kaj dodati, ker meni se zdi vse zelo simpel, ampak lahko gremo čez 3 obroke, pa boste videla, delate vsaj približno pravilno, ne? Zdaj, če gledamo, pa zdaj bo nek dan, ki je čisto vsak danji, lahko, ne vem, za zajtrk, to, kar zdaj jaz jem, sicer bolj zaradi fitnessa, ampak nasplošno je zelo podoben lahko tudi na kolesu, 2 jajci pa 50 gramov ovsenih, zraven še pol merca proteinov, čez borovnice, cimet in evo, to je ta prvi obrok. Po treningu je dobro dobiti pač vse ogljikove hidrate čim hitrejš nazaj, tako da lahko pojeste zelo simpel, lahko tudi kakšne čokoladne, sladke tele kosmiče, pa date noter, ne vem, zmešate jih s proteini pa z mlekom ali pa vodo. Spet jaz kle si dam še zraven še borovnice pa cimet, tako da to je to, pol pa rečemo za večerjo, pa pojeste, ne vem, riž, pa kakšen meso, se še vmes, pač logično tudi to, ampak ja, to so rečemo nek zelo simpel plan, vmes definitivno sta še 2 obroka ali pa vsaj 1 obrok še, ki bi jaz vključil meso, pa potem riž, testenine, krompir, pač karkoli vam najbolj paše, pa lahko pač kle še zelenjava. Ne pretiravati, saj meni je najbolj všeč čim bolj simpel, ne z nekimi omakami, ne z ne vem čem, ampak ja, keep it simple, pa je to. Kar se tiče pol na dan tekme oziroma že en dan prej, klej pa treba, ne vem, meni najbolj ustreza, da se kar napokam ali riža ali pa, se pravi, mlečen riž ali nasplošno riž pa pust piščanc ali pa kakšni, ne vem, losos je že malo tako, ko ima veliko maščob, ne vem, kakšni rakciji, kakorkoli. To, pa naslednji dan za zajtrk spet ful enega riža, lahko se da tudi kle sam čist bel kruh, bel toast, karkoli z marmelado, se pravi, sam cukor. To je načeloma še najboljš, da je čim lažje prebavljiv in to je 3 ure pred štartom. To jaz vedno še kavo. Pol pa je pa spet vse to nazaj dobiti, se pravi, čim več ogljikovih hidratov, pa pol še proteine čez in ste zaključili, kar se tiče obrok pred napornim treningom ali pa dirko, pa pol po. S tem, da če je to nek moment, ki ste si ga zadali, definitivno pejte pol še pojesti, če niste pol 3 mesece jedli nobene pice ali pa hamburgerja, pejte pač še to čez pojesti in ja, to je to. Upam, da nisem preveč zakompliciral, da je dosti simpel, predstavljeno se, prompt je v opisu, tako da si ga pejte pogledati. Ja, če hočete podpirati kanal, annual subscription, kjer dobite pač ugodnosti, poleg te, kar sem že rekel, v Human Performance Centru je še 5% popusta na vso opremo, v bistvu vse, kar vidite na naši spletni strani. Če vas karkoli zanima, pišite spodaj v komentar. Ja, to je to, v kratkem bo še en dogodek,
pri nas, kjer bo tudi Human Performance Center prišel in bomo probali skupaj glih to dvoje razložiti, se pravi prehrana in potem treningi, tako da boste lahko tudi fante spoznali v živo, pa upam, da boste imeli pač tudi kaj od tega. Bomo imeli pa probali bomo narediti, da bojo razlagali in dopoldan in popoldan, tako da bo celodneven dogodek. Ja, tako da stay tuned. To je to za enkrat. Čau.